Lep dober večer vsem skupaj. Torej, današnje predavanje ima naslov Huxley, krasni novi svet, preroštvo ali fikcija. Aktualni trenutek nekako napeljuje k premisleku, ponovnemu branju antiutopičnih romanov. Popularen je znova Huxley, morda še nekoliko bolj Orwell. Sem pa se tokrat odločila za Huxleya kot izhodišče premisleka o odnosu med individuumom in družbo v smislu poudarjenega kolektivizma in pa manipulacije z užitkom. Prejšnja moja tema je bila posvečena užitku kot kategorični zapovedi današnjega časa, no in nekako se mi zdi Huxley nadaljevanje te teme, pa vendar Huxley pristopa k tej temi na povsem drugačen način, kar bom vam danes skušala predstaviti. Torej, to njegovo delo, ki je šlo leta 1932, je letos obvezno branje maturantov za pripravo na esej iz materinščine. No in tudi drugod po svetu znova narašča zanimanje za to delo. Tisto vprašanje, ki se pa vedno znova pojavlja v branju različnih utopičnih, antiutopičnih romanov, pa je, ali se da prognozirati družbo, njene značilnosti tako daleč v prihodnost. Namreč Huxley si je zastavil podobo družbe 600 let po tistem, ko je Ford uvedel tekoči trak in s tem, po njegovem mnenju, naredil odločilen premik v razvoju tehnologije v sodobni družbi. Če si zdaj zamišljate nazaj, kaj je bil pa svet pred 600 leti, pred 500 leti, je Shakespeare, je reformacija, je začetek absolutizma, skratka ena pomembna prelomnica v zgodovini in svet od takrat se je tako spremenil, da ga sicer po eni strani težko prepoznamo, po drugi strani pa se še vedno nekatere vsebine pojavljajo, so še vedno prisotne med nami. Torej, če skušam najprej predstaviti Huxleyev roman, verjetno ga vsi niste brali v zadnjem času, prepričana sem, da poznate to delo vsaj v grobe, ampak za vsak primer bom osvežila nekoliko samo vsebino in pa okoliščine nastanka tega romana. Idejo je verjetno Huxley dobil po tistem, ko je v 20 letih potoval po Združenih državah Amerike. 20. nora 20. so burno obdobje, zlasti v ZDA, ki si dajo duška po obdobju Prve svetovne vojne, čeprav ni bilo tam neposredno nobenih bojišč. In po eni strani 20. leta zaznamuje izrazit hedonizem, na drugi strani pa prohibicijski zakon. Ampak očitno je Huxley začutil to ekstremnost tistega časa in predvsem je želel svojim romanom opozoriti, v kakšno smer se lahko družba razvija, če se razvija v negativno smer. No in ta ideja mu je dala, ideja, da bi posvaril svoje sodobnike pred nekakšnimi anomalijami, ga je napeljala, da je kot ena od vodilnih tem izbral prav manipulacijo z užitkom. Huxley na začetku 30 let ni mogel slutiti potrošniške družbe, ki se je razvila kasneje. No in v prejšnjem predavanju sem nekoliko bolj podrobno govorila o tem. Je pa zaslutil, da je prav užitek tisti, ki predstavlja neko vezivno tkivo vsake družbe, čeprav seveda je lažje držati človeka, posameznika, zgolj v pričakovanju užitka. No in to je bila poanta, ki sem jo izpostavila pri analizi potrošniške družbe.
in tistih mehanizmov. Torej, Huxley opisuje družbo, ki je zasnovana na popolnem kastnem sistemu, torej že na nek način z biološkim pristopom družba ustvarja z umetnimi rojstvi različne kaste privilegiranih in deprivilegiranih posameznikov, alfa, beta, gamma, delta. Torej, alfa je najbolj privilegiran sloj, tudi najbolj inteligenten, medtem ko so delte tisti najnižji fizični delavci. Huxley prihaja iz naravoslovne družine in tudi sam je želel študirati medicino, vendar je v mladosti skoraj oslepel, zato se je moral osredotočiti na študij književnosti, no, ampak pozna se, da prihaja iz družine Nobelovih nagrajencev z tega področja in tudi Huxley si je zamislil organiziranost te družbe na precej biološkem principu, tako kot svet žuželk, ki z odličink naprej s hormoni določa, predestinira sposobnosti in usodo posameznih primerkov živih bitij. No in tako se v Huxleyjevem svetu rojevajo torej ti alfa, beta pripadniki, ki so zlasti alfe izjemno inteligentni. Za vsako kasto veljajo posebna pravila in tudi poseben odmerek some. Soma je neke vrste droga, ki je bližnjica do užitka. Alfe lahko somo uživajo neomejeno po lastni presodnosti, medtem ko nižje kaste dobivajo to somo seveda na naprej odmerjen način, tako da nimajo prostega dostopa do te droge. Ravno tako obstajajo trije svetovi v tem krasnem novem svetu. Svet, ki je skrbno nadzorovan, ki ga pač tvorijo te kaste, potem so rezervati, kjer še živijo divjaki v naravnem okolju, skrbno varovani, da ne pridejo v stik s civilizacijo. In tretji svet je svet kaznjencev, gre za otoke, kamor pošljajo tako imenovane odpadnike, ki tako ali drugače štrlijo ven iz tega sistema. No, glavni osebi sta pravzaprav tista dva, ki sta na koncu odpadnika in vsak je na svoj način individuum, kar v tej Huxleyjevi družbi ne funkcionira. Prvi je Bernard Marx, ki je zaznamovan kot individuum na ta način, da sicer pripada kasti alfa plus, vendar je posebnež že s tem, da njegove fizične lastnosti, fizična pojava na prvi pogled ne kaže pripadnosti tej kasti in se mora vedno znova potrjevati in uveljavljati. Vendar ga družba potrebuje, ker je izjemno sposoben strokovnjak na svojem področju. Druga glavna osebnost pa je divjak John, ki se tam znajde povsem nepričakovano, namreč ob obisku para iz tega sveta privilegirancev, ker te rezervate lahko obiskujejo kot turisti s posebnim dovoljenjem, posamezniki iz civiliziranega sveta. No in zalomi se, ker se torej par, ki tja potuje, se njegova spremljevalka zgubi, ne da bi vedela, da je noseča. To je seveda popolnoma nespodobno, nedopustno, ker v tem svetu ni naravnih rojstev, no ampak očitno kontracepcija ni delovala na takšen način, kot bi morala in ta Linda se izgubi v svetu divjakov, prepozno ugotovi, da je njen partner že zapustil območje in tam rodi otroka, to je John, ki potem živi zgubljen za svet svoje matere in zgubljen za svet, v katerem se je rodil, ker se ta mati Linda nikakor ne znajde v tem svetu, navajena je povsem drugih pravil
Ta svet pa, v katerem živijo ti divjaki, v katerem se znajdeta Linda in John, pa je svet, ki jo ne sprejema, ker seveda ti domorodci gledajo na oba kot na povsem neprilagojena, neprimerna v svojem obnašanju. No in Bernard ravno tako v nekem trenutku dobi dovoljenje, da si ta rezervat ogleda svojo spremljevalko, ki pač je navdušena nad tem, da bosta ta rezervat obiskala in seveda, ko naletita tam na Johna, se Bernard odloči, da ga bo pripeljal v svet nazaj, skupaj z Lindo. No, izkaže se, da je Linda zanosila z enim od ključnih nadzornikov te družbe, kar je sam po sebi nepopisen škandal in pač razplet seveda ni najbolj ugoden za oba protagonista. No, John pa se znajde v svetu, ki mu je povsem tuj in seveda se s tem svetom na noben način ne more sprijazniti. Tu pride do nekaterih tragičnih situacij, namreč civiliziran svet gleda nanj kot na primerek, ki vzbuja vsesplošno zanimanje, vzame ga kot eksperiment. No in seveda v tem svetu, ki skuša doseči neko obliko popolnosti, so vse stvari skrbno načrtovane, tudi staranja ni. Ljudje izgledajo vsi mladi, fizično, maksimalno pri močeh do 60. leta, potem pa sledi evtanazija z določeno količino some, tako da vsi pri 60 letih doživijo neko blaženo smrt, konec, ki pač predstavlja zaključek. In vse posmrtne ostanke reciklirajo. No, zanimiv je opis, ki vam ga bom zdaj prebrala iz knjige. Namreč Huxley je ta roman izdal leta 32. Pisal ga je med aprilom in avgustom 31. leta v času, ko v Nemčiji sicer nacistična propaganda deluje na polno, ampak Hitler zmaga na volitvah šele konec 33. leta. Opis, ki vam ga bom prebrala, srhljivo spominja na tisto, kar se je v Evropi dogajalo nekaj let kasneje. No in če zdaj izberem tale prvi odlomek, govori o tem, kako se Bernard svojo spremljevalko pelje po krajini, gre sta pač na neke vrste izlet z nekim plovilom in opazujeta svet pod seboj. Izpod steklenega oboka je švignil na prosto razsvetljen vlak. Ko sta z očmi sledila njegovi vožnji med temno planoto proti jugovzhodu, so pritegnila njun pogled veličastno poslopje krematorija v Slogu. Njegovi 4 visoki dimniki so bili bleščeče razsvetljeni in na vrhu opremljeni škrlatnimi svarilnimi signali, da bi se jih po noči helikopteri lahko izognili. To razpoznavno znamenje je bilo vidno daleč naokoli. Čemu pa so okoli dimnikov nekakšni balkoni, je poizvedovala Lenina. Prestrezanje fosforja, je v brzojavnem slogu odgovoril Henry. Ko se plini dvigajo v dimniku, jih 4-krat zapovrstjo predelajo. Včasih se je PO2 povsem izločil iz obtoka, če so koga upepelili. Zdaj pa ga prestrežemo več kakor 98%. Več kakor pol kilograma vsakega odraslega trupla. To se pravi, da prispeva samo Anglija skoraj 400 ton fosforja na leto. Henry je odgovoril z zadovoljnim ponosom, saj ga ta uspeh tako srčno veselil, kakor da bi ga bil dosegel sam. Lepo je pomisliti, da lahko celo še po smrti koristimo družbi. Tako pospešimo razvoj rastlin. Ni bil Bernard Henry, torej, jaz sem zamešala, Lenina je bila kasneje potem tista, ki je z Bernardom obiskala rezervat, v katerem sem
malo prej govorila. Torej, krematoriji, ki postanejo realnost nekega obdobja, ki ga nacistična ideologija imenuje novi svetovni red. No in to ni seveda prva in edina paralela, ki bi se jo dalo povezati iz tega Huxleyjevega romana. Namreč tisto, kar je po mojem mnenju glavna tema romana Krasni novi svet, je na eni strani manipulacija z užitkom in na drugi strani poudarjen kolektivizem. Kolektivizem pa, kot vemo, postane realna razsežnost družbe totalitarnih režimov in ravno v času, ko je Huxleyjev roman izšel, je izkušnja svetovne gospodarske krize pripomogla k temu, da se je kot boljša alternativa družbe pokazal prav ta kolektivistični model organizacije. No in če najprej izpostavim, kako Huxley obravnava užitek, kakšen koncept ima užitek v njegovem opisu. Prej sem že omenila Somo in Soma preprečuje, da ni nobenega trpljenja, nobenih frustracij, če se človek počuti neprijetno, vzame, govorimo o privilegiranih kastah, vzame sam svoj odmerek, medtem ko nižje kaste po upravljenem delu, se pravi po končanem delovnem času, dobijo kolektivni odmerek, vedno znova, vsakodnevno, tako da je družba v celoti zadovoljna in ne prihaja do nobenih uporov, do nobenih pomislekov, dvomov in tako dalje. Torej, sama telesna, torej sama ljubezen kot takšno čustveno razmerje ravno tako ne obstaja. Vsa razmerja so zreducirana zgolj na telesno ljubezen, golo spolnost, čustva seveda samo zapletejo stvari in zato se jih družba kar se le da izogiba. No, tale nekoliko daljši odlomek je ilustracija odnosa med Bernardom in Lenino, ki je po svoje tipičen. Oba sta predstavnika privilegirane kaste, ta si lahko, torej ti posamezniki si lahko prosto izbirajo svoje partnerje in dejansko ni zaželjeno, da bi se do neke mere ta odnos med dvema poglobil in da bi trajal dlje časa, celo sumljivo je vsakršnokoli trajno razmerje. Torej, gre za dialog med Leninom in Bernardom, ki se seveda na nek način za to krajše obdobje zbližala. Pravi Lenina, pa Bernard, ti vendar govoriš strašne reči. Si ti ne želiš, da bi bila svobodna, Lenina? Ne vem, kaj hočeš s tem reči. Saj sem svobodna, da lahko uživam čudovito življenje. Danes smo vsi srečni. Bernard se je zasmejal. Da, danes smo vsi srečni. To začnemo otrokom ubijati v glavo že s 5 leti. Toda, ali ti ne bi bilo všeč, Lenina, če bi bila toliko svobodna, da bi bila lahko drugače srečna? Po svoje, na primer. Ne pa tako, kakor si drugi. Ne vem, kaj hočeš s tem reči, je ponovila Lenina. To pa se obrnila k njemu. Vrniva se, Bernard, ga je zaprosila. Tako zoprno se mi zdi tu. Ali nisi rada z menoj? Seveda sem, Bernard, samo ne tu, ker je tako strašno. Mislil sem, da bova tu bolj skupaj, ko vidiva samo morje in mesec. Bolj skupaj, kakor sva v gneči, ali celo v moji sobi. Ali tega ne razumeš? Jaz ničesar ne razumem, je rekla odločno. Trdno je sklenila, da ne sme nobena stvar okrniti njenega nerazumevanja. Nič ne razumem, najmanj pa to, je nadaljevala z drugačnim glasom, zakaj ne vzameš Some, kadar te mučijo te tvoje strašne misli. Potem bi čisto pozabil na nje in bi dobre volje, tako dobre volje.
Tako dobre volje je ponovila in se nasmehnila, kljub osupli zaskrbljenosti v očeh. Vabljivo in nasladno dodirkajoče se, vsaj mislila si je tako. Molče jo je gledal, njegov obraz je bil hladen in zelo resen in se je zazrl v oči. Čez nekaj sekund so njene oči trznile in se odmahnile. Živčen, kratek smeh je prevrel iz nje in skušala se je česar domisliti, a se ni mogla. Tišina se je vlekla in vlekla. Ko je Bernard končno le spregovoril, je bil njegov glas tih in utrujen. Prav rekel, se bova pa vrnila. Močno je pritisnil na pedal za plin, da je stroj švignil proti nebu, kako raketa. V višini 4000 čevljev je pognal propeler. Kako minuto ali 200 letela molče. Nato pa je Bernard nenadoma bušnil smeh. Precej čudni smeh je to, si je mislila Lenina, a smeh je bil vendarle. Se zdaj bolje počutiš, si je drznila vprašati. Odgovor je dvignil roko od krmila, jo objel in ji začel božati prsi. Ford bodi zahvali, ne rekla Lenina sama pri sebi. Zdaj je spet normalno. Torej sama terminologija tule ne uporabljajo pojem Boga. Sam jezik je prilagojen družbenim razmerjem in častijo namesto Boga Forda kot začetnika neke vrste tehnološke revolucije. Pol ure kasneje sta bila v njegovem stanovanju. Bernard je pogoldnil kar 4 tablete sona v enem, odprl radio in televizor ter se začel slačiti. No, ga vprašala Lenina pomenljivo in spogledljivo hkrati, ko sta se naslednje popoldne sestavili na strehi. Si sinoči kaj užival? Bernard je prikimal. Zlezla sta v helikopter. Začutila sta sunek v bok in že sta se dvigala. Vsi pravijo, da sem izredno bohotna, je zamišljeno rekla Lenina in se sama potrepljala po nogah. Izredno. Ampak v Bernardovih očeh je bil izraz bolečine. Kakor meso, si je mislil. Malce zaskrbljeno se je vzela k višku. A saj se ti menda ne zdim predebela, kaj? Zmajal z glavo. Kako živalsko meso. Tebi se zdi, da sem ravno pravšna. Spet je prekinul vsakim pogledom. Popolno si je rekel na glas. Sam pri sebi pa. Tudi sama istega mnenja o sebi. Ne zdi se ji za malo, da je kot mesa. Lenina se je zmagoslavno nasmehnila. Njeno zadoščenje je bilo prezgodnje. Kljub temu je po kratkem molku nadaljeval. Si pa še vedno želim, da bi se vse tisto kako drugače končalo. Drugače? Se lahko konča kako drugače? Ni mi bilo všeč, da so končalo v postelji, je razložil. Lenina je bila začudena. Ne takoj, ne že prvi dan. Kaj pa potem? Začel je pripovedovati kup nerazumljivih in nevarnih neumnosti. Lenina se je trudila, kar se je mogla, da bi zamašila ušesa svojega duha, a kdaj je kak stavek le udaril zavest. Preizkusiti, kako bi bilo, če bi potlačil svoje nagibe, ga je slišala reči. Ob teh besedah, kako da se je v njeni duševnosti zganila neka vzmet. Nikoli ne odloži na jutri užitka, ki si ga lahko privoščiš danes, je rekla slovesno. Torej, ta ilustracija, malo daljši odlomek, je bil, vam prikazuje ravno to situacijo, kako Bernard štrli sistema in kako je na ta način zaznamovana njegova individualnost. In kaj predstavlja individualnost v tem krasnem novem svetu? Razmerje Bernarda do divjaka je druga zanimiva tema, namreč vsak na svoj način se znajdeta v tem svetu prav ta dva individuma, ki vsak na svoj način iščeta svoje mesto. Bernard dvomi v sam koncept te družbe, divjak pa drugače, tako kot ga je vzgojila mati, ki mu je posredovala neko neuporabno mešanico civiliziranega sveta s tistim, s čimer je bil soočen v naravnem rezervatu. Ampak eno stvar pa ta John, ta divjak, vendarle najde v tistem svojem svetu in to so Shakespearove drame, Otelo, na primer, in njegovi soneti. In tu je njegov ključ do nekega drugačnega diskurza, tistega, torej to je svet, ki še ni pozabil na literaturo in s to literaturo John v svetu civilizacije nima več kaj početi. Ga pa na nek način zaznamuje tako, da jezik, ki ga je preko Shakespeara
osvojil, ki mu je predstavljal sredstvo in vstop v neko drugačno mišljenje, poveže na koncu tudi z njegovo, torej z Bernardom in pa seveda ga dodatno zaznamuje, pa tudi stigmatizira kot individuum. No in posebej tragična je usoda njegove matere. Linda pride v ta krasni novi svet pri svojih, mislim, da 44, 46 letih. V tem času se je naravno postarala. In vse povsod, John je namreč mladenič, ki vzbuja pozornost svojo fizično pojavo v pozitivnem smislu, Linda pa njegova nasprotje. Namreč to je svet, ki se ne stara, ki skuša preprečiti bolečino v pogledu na starajoče se ljudi. No in Linda je vse splošno deležna pozornosti kot živa razvalina in ko na koncu zboli, jo seveda dajo v bolnišnico, da ji skrajšajo muke. John prisustvuje njeni smrti v situaciji, ko so okrog in okrog deležni strežniki, torej predstavniki kaste Delta. Sam je ob tem zgrožen, no in Linda se na koncu izgubi v smrtni dozi some. John je obupan in v enem od teh dialogov na koncu, ko ga kot upornika na zagovor skupaj z Bernardom pokliče eden od nadzornikov, ta dialog poteka na ta način, da se pravzaprav v tem krasnem novem svetu izkaže, kaj pravzaprav pomeni biti individuum. John namreč ni zgroženje nad materino smrtjo, zgroženje nad možnostjo, da se na ta način eliminira vse, kar je tragičnega in vse, kar je čustvenega. Torej, ljudem je treba kdaj vzpodbuditi žleze, ki izločajo adrenalin. Kaj, je vprašal divjak, se ni vedel, kaj to pomeni. To je eden izmed pogojev za trdno zdravje, zato smo uvedli obvezno zdravljenje z NSS. NSS, nadomestkom za silovito strast. Redno enkrat na mesec, ves organizem preplavimo z adrenalinom. To je popoln fiziološki ekvivalent za strah in jezo. Ima vse tiste krepilne učinke, kako če bi človek umoril Desdemono ali se pustil umoriti Otelo, ne da bi iz tega nastale kakšne nevšečnosti. Meni so neprilike všeč, nam pa niso, je rekel nadzornik. Raje živimo udobno. A jaz nočem udobja. Jaz hočem Boga, hočem poezijo, hočem resnično nevarnost, hočem prostost, hočem dobroto, hočem greh. Zares, je rekel Mustafa Mond, vi zahtevate zase pravico, da ste nesrečni. Prav, pa naj bo tako, je zivalno rekel divjak. Zahtevam pravico, da sem lahko nesrečen. Da ne omenimo pravice postarati se, postati grd, izgubiti spolno moč, pravice do sifilisa in raka, pravice do prepičle hrane, pravice do uši, pravice živeti v večnem strahu pred tem, kaj bo jutri, pravice do tifusa, pravice do neizrekljivih in vsakovrstnih muk. Dolgo sta oba molčala. Vse to zahtevam zase, je končno izjavil divjak. Mustafa Mond je sklonil z rameni. Izvolite, je rekel. Na koncu se zgodba tragično konča. Bernarda pošljajo na Islandijo, to je rezervat za odpadnike. John, torej ta divjak, pa stori samomor. In prav ta njegova izbira za smrt je tisto, kar v širšem smislu človeka najbolj zaznamuje kot individuum. Prav tesnoba pred smrtjo, prav trpljenje, čustvovanje, vse tisto, kar je negacija sreče, kar je negacija užitka, ampak John na koncu praktično nima nobene druge izbire. Če
se dotaknem ob Huxleyju še tiste druge teme, poleg užitka, torej teme kolektivizma, kolektivistične oblike družbe. Kolektivizem je ravno v 30 letih nekje na višku, na pohodu, kot tista privlačna alternativa ob zlomu liberalizma na vseh področjih. Leta 1929 se začne razvpita svetovna gospodarska kriza, ki je prinesla zlom ekonomskega in zlom političnega liberalizma. In vznikajo druga za drugo različne alternative. Dobro, Italija že v 20 letih začne ta svoj fašistični eksperiment. Sovjetska zveza je v 30 letih v času najhujših čistk in gulagov, Hitler pa leta 1933 zmaga na volitvah. No, če se je Sovjetska zveza v celoti lahko izognila svetovni gospodarski krizi, pa je zmaga Hitlerja direktno odgovor na to. In če nekoliko osvetlim z te točke, kaj to pomeni? Kaj pomeni premik večine družbenih sistemov, če že ne v totalitarno družbo, pa vsaj v avtoritarno? Namreč tik pred drugo svetovno vojno je v Evropi samo nekaj držav, ki jim uspe ohraniti demokracijo v tistem klasično, meščansko, parlamentarnem smislu. To so Velika Britanija, Francija, Češko-Slovaška, skandinavske države. Večina ostalih je, če ne avtoritarnih, pa totalitarnih. In v totalitarnih sistemih je kolektivizem ključna poanta vladajoče ideologije. Kolektivizem je na nek način zanikanje subjekta in vloge subjekta v družbi, kar ima dolg razvoj. In če pogledamo, na kak način se je funkcija subjekta v zgodovini najprej artikulirala in potem na koncu uspela po trdem boju različnih revolucij v 19. stoletju tudi uveljaviti. Ravno doba Shakespearea, torej nekje, bomo rekli, 500 let nazaj je tista, če zdaj obrnemo Huxleyja na drugo stran in pogledamo začetek, torej družbo, kakršna je bila v času sorazmerno nazaj. Torej Shakespeare s svojim Hamletom, človek, ki je postavljen v svet, sam prepuščen zgolj sebi in svojemu vprašanju. Potem Leviatan, ki Thomas Hobbes, s katerim utemelji absolutistični model države, torej na čelu je posameznik, je vladajoči subjekt, ki potegne za seboj celo mašinerijo nadjaza, kar kasneje opozori prav psihoanaliza. Potem imamo Descartov cogito, Descartov filozofski koncept, ki predstavlja temelj razsvetljenstva in iz tega izhaja duh in luč razuma. Razsvetljenstvo kot koncept družbe, ki dokončno uveljavi modern sistem. In prav ta idejni razvoj je na koncu pripeljal do zmage liberalnega koncepta družbe, liberalnih gibanj. In prav ta liberalna gibanja doživijo dramatičen poraz v 30 letih 20. stoletja. No in če seveda pogledamo na to družbo, prav z tega vidika, kako se je zgodil ta prelom. V 30 letih je izkušnja svetovne gospodarske krize pripeljala do tega, da so bili vsi siti parlamentiranja, nekega diskutiranja. Skratka, treba je bilo zaradi hude socialne stiske najti hitre rešitve. No in Hitlerjev koncept je bil očitno dovolj prepričljiv, dovolj populističen in
triumf kolektivizma v nacistični Nemčiji potrebuje zelo kratek čas, da se uveljavi. Če je Hitler leta 1933 zmagal na volitvah, dobil mandat za sestavo vlade, oziroma konec leta 1932 so bile volitve, na začetku leta 1933 je dobil mandat za sestavo vlade. Leta 1934 je nastal dokumentarec, posnela ga Leni Riefenstahl, ki je stala neke vrste dvorna Hitlerjeva režiserka. Na ta način si je po svoje uničila kariero, ker seveda je snemala izjemne propagandne filme. No in prvi njen uspešen promocijski dokumentarec je film Triumf volje, Triumf des Willens, posnet leta 1934 ob zborovanju nemške nacistične stranke, ki na najbolj neposreden način dokumentira prav artikulacijo tega kolektivizma. Preden vam skušam nekoliko tudi s pomočjo filozofskih interpretacij analizirati ta fenomen, bi vam predstavila ta prvi začetni odlomek, namreč najprej Leni Riefenstahl pokaže Hitlerjev prihod v Nürnberg. Kraj zborovanja nacistične stranke je bil prav Nürnberg, kjer so bile tudi kasneje največje nacistične manifestacije, no in tu se je zbrala ogromna množica članov te stranke in njegovih simpatizerjev in Hitler se je pripeljal z avionom, tako da ga takoj po prihodu pozdravi množica ljudi. Posnetki, ki jih pogostokrat najdete v odlomkih različnih drugih dokumentarcev, zlasti BBC-jevih. Torej, tu je delček te množice, ki Hitlerja pozdravlja v samem prihodu. In to, kar je fascinantno, je ta čustven moment. Torej, na kak način lahko posameznik funkcionira v neki popolnoma drugačni nekem popolnoma drugačnem kontekstu. No in če se navežem na nekatere filozofske avtorje, tudi iz tega časa, v katerem se je tole, kar smo videli na posnetkih, dogajalo. Kakšen je bil odgovor filozofije v samem času, ko je nacistična Nemčija izbrala to pot v prihodnost. Najprej imamo Martina Heideggera, to je nemški filozof, en največjih filozofov evropske filozofije, brez dvoma, ki pa velja za nekako kontroverzno osebnost. Njegova usoda ga je pripeljala na rektorsko mesto, torej tudi njegova drža ga je pripeljala na rektorsko mesto, takoj po zmagi nacizma v Nemčiji. Je sicer po kratkem času z tega mesta odstopil, ampak mislim, da ravno konec druge polovici lanskega leta prišel na dan del njegove privat korespondence, pisma, v katerem se dodatno pokaže resničnost njegovega antisemitizma in simpatiziranja z nacizmom. Sicer Martin Heidegger kot filozof eksistence pusti izjemen pečat v evropski filozofiji, o tem ni nobenega dvoma. Ampak
Usoda enega filozofa je lahko bila takšna, kot je bila njegova. Adorno ga je kasneje ostro kritiziral. Eno od njegovih del, ki ga je napisal na temo Heideggerove filozofije, je tudi žargon pravšnjosti. Torej, to je za Adorna zgolj in samo še ideologija. Se pa Adorno opira na enega druga filozofa, to je pa Sigmund Freud. Freud je moral pred nacizmom zapustiti Dunaj, šel je potem na koncu v Veliko Britanijo in tam daleč z varne distance opazoval, kaj se v Avstriji dogaja. 38. leta so Nemci priključili Avstrijo. No in on je skrbno analiziral ravno te mehanizme, ki pripeljajo do regradacije individuuma v smislu podreditve neki kolektivni zavesti. Po Freudu se zgodi nek temeljni premik, v katerem ta jaz, ki naj bi bil torišče, iz katerega izhaja tudi nek kritični subjekt, jaz bi naj žrtvoval svojo avtonomnost na račun povezave oziroma poenostavitve svojega čustvenega, nagonskega s tem nadjazom, ki ga predstavlja oblast. In zato je ta nagonska reakcija v sistemu kolektivističnega sistema tako tipično čustvena. Freud je seveda v tem delo Množična psihologija in analiza jaza, mislim, da je šlo leta 1938, analiziral prav ta moment in se navezal tudi na del stare judovske zgodovine, namreč ta navezava na Mojzesa v hebrejski zgodovini kot navezava na nekega vodjo. Torej, če skušamo s temi odlomki prezentirati moment, kako se individuum zgubi in kako individuum namesto, da bi se istovetil z neko kritično odgovornostjo, prevzame vlogo črede in pravzaprav s tem žrtvuje tudi lastno avtonomnost. Tule je še en zanimiv odlomek, ki prikazuje Hitlerja na dan, ko se v njegovo podporo zbere Hitlerjeva mladina. No in če vemo, da v Hitlerjevem času ni bilo kakšne računalniške obdelave posnetkov, je tale pravzaprav, so ti posnetki po svoje fascinantni, če bomo uspela. Če si predstavljate, kolikim od teh mladih je Hitler uničil življenje. Večina teh je bila ravno v takih letih, da so končali množično na vzhodni fronti. To je še en moment na tem, da bi razrala v teh posnetkih opozorila, kako ima v kolektivistični, torej tej ideologiji, močno vlogo ritual. Ritual kot gola forma. In začne se vzgoja že tam, kjer najbolj učinkovito deluje pri mladih. Še en posnetek vam pokažem, da si znate predstavljati,
kako množično je bilo to zborovanje, brez računalniške obdelave. Če pogledate to množico, je po svojem prav osupljiva. Funkcija rituala je izjemno pomembna in poznajo ga vsi totalitarni režimi. Te manifestacije, ki so jih prirejali na različnih stadionih, to poznamo tudi iz jugoslovanske zgodovine, na vse zadnje. In ta nemška varianta totalitarizma je bila vedno v vseh pogledih najbolj dosledna in tudi najbolj brutalna. In fenomen samega rituala predstavlja neverjetno privlačnost gole forme, gole vnanjost, brez vsebine, kot neko izhodišče identifikacije tistega individuuma, ki se odpoveduje lastni subjektivnosti, lastni avtonomnosti in se regredira nazaj v neko polje nagonskih in teh spontanih mehanizmov. No, seveda rituali, ki so bili še posebej fascinantni v nacistični Nemčiji, so prav nočni posnetki in tule sicer bom večkrat preskočila, da vam pokažem še tale krajši odlomek. Ja. Z baklami, ognjem, zastavami. Torej, Huxleyjeva izkušnja je izkušnja tega časa in to je čas, ki vidi svojo alternativo kot svojo rešitev prav v teh mehanizmih, ki očitno in neizprosno manipulirajo s posameznikom, ki ga postavljajo v čredni položaj in delujejo neustavljivo privlačno. Čeprav se nam zdi, da je demokracija, da je pravica do izbire, pravica do govora, razne druge svoboščine bila dana enkrat za vselej, se močno bojim, da se bo vedno znova treba za vse to truditi na izjemno artikuliran način in da se vsak čas, lahko vsak obdobje znajde v neki takšni poziciji. Še posebej nevarno je, kadar ignoriramo neka vedenja preteklosti in skušamo na ta način ignorirati zgodovino. No? In bi mogoče zaključila z citatom, ki ga je že pred desetletji v svojem delu Zgodovina je nezavedno izbral Slavoj Žižek kot ilustracijo privlačnosti same oblasti. Odlomek je iz Cankarjevih Hlapcev in Žižek se v 80-ih letih ogromno ukvarjal prav s temi mehanizmi in tudi takrat je bilo to aktualno. Takole pravi Cankar. Mnogo jih je, ki so takih misli, da je treba iz tega razloga in ob tej priliki zatajiti tako imenovano prepričanje ali pa ga vsaj nekoliko zasenčiti.
Jaz pa vam pravim, da se ljudska zapoved prav nič ne meni za tisto prepričanje ali kako že imenujete svoje domače nazore. Zvest hlapec opravlja svoje delo, kakor mu je ukazal gospodar. Če mu reče na polje, ne pojde v gost. Prepričanje, naziranje, mišljenje, vera in koliko je še takih besed. Ne vprašaj nas zanje, kajti ena beseda je, ki je živa in vsem razumljiva. Oblast. Živa je od vekomaj, vseh besed prva in zadnja. Pokori se, ne upiraj se, je poglavitna zapoved. Vse drugo je privesek in olepšava. Kdor se ravna po tej zapovedi, mu bodo grehi odpuščeni. Kdor jo prelomi, bo smrti deležen. To za konec v premislek in morda opozorilo, da je morda pametno, da razmišljamo o tem, da so te vrednote bile ustvarjene zato, da lahko človek živi konstruktivno z vsemi križi in težavami in da so fiktivne obljube sreče na račun neke izgube svobode, pravzaprav velika utvara in velika past. Najlepša hvala za vašo pozornost, pa če ima seveda še kdo kakšno vprašanje, sem z veseljem na razpolago. Hvala. Prosim. Mislim, da je napačen že naslov. Kaj ne filozofija počne v tem času? Ker filozofija ima ogromno za početi v tem času. In predvsem naj se izogiba populizmu. To je ta glavni greh, ki jo dela. Drugo, naj raziskuje, kaj se dejansko dogaja. To štat prihaja od statistike. Kaj pa je statistika? Stopnjuje se majhna laž, velika laž in statistika. Vse te statistike države služijo za to, da izvaja neke programe. Kjerkoli, od zdravstvenih, tehničnih in ne vem kaj še vse. So pa zlagane, totalno zlagane. V socializmu smo imeli celo godišnjake, statistične, pa so bile povsod zraven pikce. Pa sem pa vprašal, zakaj pa je to? Zato, ker na Zahodu tega ne priznajo. Razumete? Statistični godišnjak v Nemčiji ni bil nič, po Angliji tudi nič. To je bil sam pri nas. Zdaj pa mi evropske statistične godišnjake za svetojemljeni, pa spet niso nič, ker so ravno tako prirejeni, ponarejeni in zlagani. In ne se malo filozofija zamisliti, s kakimi lažmi se ukvarjamo, ker je cela država ena sama laž. Ja, hvala za vprašanje, se strinjam popolnoma. Torej, vprašanje, ki je vodilna tema vseh teh predavanj, ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo, je seveda provokativno formulirano, ne dobesedno. In čeprav filozofska metodologija ni identična metodologija statistike, pa vendar je danes ključno vprašanje, prav vprašanje dejanskosti, torej kako se danes manipulira z resnico. Jaz mislim, da je to ena od bolj prisotnih tem v sodobni filozofiji.